Dobro jutro, tukaj je Valentin, ura je 6:07. Danes bom govoril o vzgoji otrok, še posebej predšolskih otrok. S tem videom torej nagovarjam vzgojitelje predšolskih otrok, torej tiste, ki delajo v vrtcih, otroških vrtcih, in pa seveda tudi starši, ker oni so pa tisti prvi, ki vzgajajo otroke od rojstva naprej. In glede vzgoje otrok bi rad poudaril to, da otroci veliko bolj integrirajo informacije iz svoje okolice, so veliko bolj pozorni na svojo okolico, kot si mislijo starši in vzgojitelji. Kajti, ko se otrok rodi, ima najprej fizično telo in nima energetskega uma. Torej, na začetku je živo bitje, ki je inkarnirano v človeško fizično telo, v popolnem zavedanju svojega fizičnega telesa in tudi intenzivno zaznava svojo okolico, torej vidi veliko več, vidi določene energije, sisteme, ki jih odrasli ne vidijo. Iz tega razloga se je potrebno zavedati, da je vzgoja otrok izjemno odgovorno delo, ker otroci z opazovanjem svoje okolice učijo samega sebe, učijo se iz vedenjskih vzorcev staršev in vzgojiteljev, in to brez da bi se starši in vzgojitelji tega zavedali. Starši ali vzgojitelji večinoma mislijo, da otroci v glavnem upoštevajo tisto, kar se jim reče, kar slišijo. Toda otroci so zmožni videti določene misli, miselne vzorce in vedenjske vzorce odraslih okoli sebe veliko bolj poglobljeno, kot bi si kdo mislil. Torej, lahko neka odrasla oseba si nekaj misli, ima neko določeno dojemanje, ki ga želi pred otrokom skriti, in potem otroku reče nekaj drugega, toda otroci prepoznajo te prevare odraslih ljudi, prepoznajo te laži. In glede tega bi opozoril na to, da je vzgoja otrok zelo velika odgovornost, in zato bi rad pozval tako starše kot vzgojitelje, da še preden se odločijo za to, da bodo imeli otroke ali da bodo pričeli z vzgojo otrok, da najprej sami sebi pomagajo glede tega, da se bodo osvobodili energetske ječe umsko-zavestnega sistema, v katere smo vsi ujeti, in ta sistem nam proizvaja podzavestne hipne misli ter čustvene reakcije. Ker če mi vzgajamo otroke za svojim lastnim zgledom, ne glede na to, da bi to zavestno hoteli, torej enostavno, če smo v bližini otrok, potem na njih nehote prenašamo vse svoje miselne in vedenjske vzorce in tudi razne čustvene reakcije in energetske predsodke v povezavi z določenimi besedami. Otroci zaznajo energijo, torej pozitivni ali negativni predsodek v povezavi z neko besedo, ki jo izrečemo, prepoznavajo tudi neverbalno komunikacijo, vidijo energije, in zato pred njimi ni mogoče ničesar skriti. Pomembno je zato, da vzgojitelji in starši, da postanejo čustveno stabilni, da se osvobodijo energetskih predsodkov, ki so jih prevzeli v svoji preteklosti, in da bodo na ta način čim manj zla prenašali iz sebe na otroke, se pravi iz roda v rod. Pri vzgoji je pomembno se zavedati,
da otroci se izjemno hitro učijo. V prvih 7 letih imajo izjemno povečano sposobnost naravnega učenja. Torej, človeško fizično telo ima izjemno veliko hitrost, zmožnost procesiranja in absorbiranja informacij. In po prvih 7 letih se ta sposobnost običajno precej zmanjša. In to ne zaradi naravnih vzrokov, ampak zaradi tega, ker zaradi učnih metod, zaradi vpliva odraslih se zatira ta naravna učna sposobnost otrok. Odrasli ljudje zato večinoma zelo škodljivo vplivamo na razvoj otrok, ker jih omejujemo pri samostojnem izražanju, pri samostojnem učenju, raziskovanju tega sveta. In zaradi tega se jim potem začne razvijati intenzivno energetski sistem, energetski ki povzroči pojav podzavestnih misli in čustvenih reakcij. In na ta način se potem otroci razdvojijo od te realnosti, od fizičnega sveta in začnejo vse bolj živeti v v domišljiji, in na ta način potem se otroci zrastejo, vzgojijo v odrasle osebe, ki so nesposobni učinkovito živeti na tem svetu. In kot vidimo, kakšne stvari imamo na tem svetu, kaj se vse dogaja, kako neodgovorni smo ljudje v primerjavi z živalmi, ki živijo v popolni enosti in v zavedanju in v odgovornosti na tem svetu, smo ljudje najmanj odgovorna živa bitja na tem planetu. Zato je potrebno, da spremenimo naš sistem vzgoje, da vzgojitelji postanejo bolj odgovorni. Še posebej je pa pomembno, da spremenimo naš sistem izobraževanja. Glede tega bi dal nekaj napotkov. Torej, prvič, glede na to, da se otroci učijo od svoje okolice, je potrebno, da se učijo od odgovornih, sposobnih, odraslih ljudi. Sedajšnji sistem vzgoje je tak, da se otroke vzgaja v skupinah drugih otrok in zato otroci posnemajo vedenjske in miselne vzorce drugih otrok, drugih nezrelih živih bitij in se na ta način naučijo nezrelega otroškega obnašanja. Drug problem je to, da se otroci učijo stalno od več ali manj ene in iste osebe ali od določenih staršev ali od istih vzgojiteljev. In zato glede tega bi priporočal, da se otroke vzgoji v čim bolj pestrem, odraslem, odgovornem okolju, torej da jih vzgaja čim več odraslih ljudi, ki imajo številne modrosti življenjske, ki imajo številne veščine, kako živeti praktično v tem globalnem sistemu. Da se otroke uči funkcionalnih veščin in znanja za praktično življenje na tem svetu. Ne pa, da se jih samo nekaj pripoveduje pravljice, se jih drži v vati in potem skozi celoten šolski sistem se jih ščiti pred nevarnostmi okolice, potem pa, ko morajo sami nastopiti ta svet, so pa popolnoma nemočni, ker jih noben ni pripravil, kako živeti praktično na tem svetu. In pa še ena pomembna zadeva, pomembno je izkoristiti tudi novo učno tehnologijo, ki se je razvila, kajti če se otroci učijo iz okolice od odraslih ljudi, iz knjig, je ta način prepočasen za sposobnost človeškega fizičnega telesa, ker človeško fizično telo izjemno hitro procesira informacije in če uporabljamo učne metode, ki so počasne, se začne telo dolgočasiti in se začne razvijati energetski sistem, ki potem proizvaja misli v glavi in domišljijo. In zaradi tega se potem pojavijo učne in vedenjske težave, kot so hiperaktivnost, impulzivnost, disleksija in podobno. Da bi se vse to preprečilo, ali tisti otroci, pri katerih se je to pojavilo, da bi se to pozdravilo, priporočam novo učno tehnologijo, ki se imenuje TechnoTutor. In pa tudi staršem bi priporočil prvič, da proučijo audio material iz spletne strani Equaf
iz serije Parenting Perfecting the Human Race, ter da se vpišejo na brezplačni začetni tečaj Destiny iProcess oziroma DIP Lite. Povezave do vseh treh virov informacij, se pravi do učne tehnologije TechnoTutor, do EQUAF spletne strani in do tečaja bom navedel pod tem videoposnetkom, tako da si prosim pogledajte povezave, kliknite, izkoristite to dragoceno gradivo, da bomo čim bolj lahko vzgojili generacijo ljudi, ki bo čustveno stabilna, zdravorazumska in sposobna učinkovitega, praktičnega, funkcionalnega življenja na tem svetu v harmoniji z vsemi drugimi živimi bitji. Hvala lepa in nasvidenje.